Ko je v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. In glej, pred njim se je znašel neki človek, ki je imel vodenico. Jezus je nagovoril učitelje postave in farizeje. Ali je dovoljeno v soboto zdraviti ali ne? Oni pa so molčali in prijel je bolnika, ga ozdravil in odslovil. Njim pa je rekel: Komu izmed vas bo sin ali vol padel v vodnjak in ga ne bo takoj na sobotni dan potegnil ven? In na to mu niso mogli odgovoriti. Povabljenim je povedal priliko, ko je opazoval, kako si izbirajo prve sedeže. Govoril jim je: Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe. Pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega in ti rekel: Daj prostor temu. Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: Prijatelj, pomakni se više. Takrat boš počaščen v pričo vseh, ki so s teboj pri mizi. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan. In kdor se ponižuje, bo povišan. Tistemu, ki ga je povabil, pa je govoril: Kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne prijateljev, ne bratov, ne sorodnikov, ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti. Povrnjeno ti bo namreč ob ustajenju pravičnih. Ko je to slišal nekdo izmed tistih, ki so sedeli pri mizi, mu je rekel: Blagor tistemu, ki bo obedoval v Božjem kraljestvu. On pa mu je rekel: Neki človek je priredil veliko večerjo in jih je mnogo povabil nanjo. Ko je bil čas za večerjo, je poslal svojega služabnika povabljenim povedati, naj pridejo, ker je že vse pripravljeno. Vsi pa so se začeli v en glas opravičevati. Prvi mu je rekel: Njivo sem kupil in si jo moram iti ogledati, prosim te, imej me za upravičenega. Drugi je dejal: 5 jarmov volov sem kupil in jih grem preizkusiti, prosim te, imej me za upravičenega. Spet drugi mu je rekel: Oženil sem se in zato ne morem priti. Služabnik se je vrnil in to sporočil svojemu gospodarju. Tedaj se je hišni gospodar razsrdil in dejal svojemu služabniku: Pojdi brž na mestne ceste in ulice in pripelji sem uboge in pohabljene, slepe in hrome. Služabnik je rekel gospodarju: Gospod, zgodilo se je, kar si naročil, in še je prostor. Tedaj je gospodar rekel služabniku: Pojdi na pota in vzdolž ograj in prisili ljudi naj vstopijo, da se napolni moja hiša. Kajti povem vam, nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje. Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne sede in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati. In vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati. Ali kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sedel
in se posvetoval, ali se more z 10.000 možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja naden z 20.000. Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za mir. Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Sol je sicer dobra, če se pa tudi sol pokvari, s čim se bo popravila? Ni uporabna ne za zemljo, ne za gnoj, proč jo mečejo. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.